In tu je še zadnje stanovanje nocoj, nagrajeno na uglednem tekmovanju European Property Awards v Londonu. Lastnika sta kupila novo gradnjo, ki jima je povsem ustrezala, ampak strokovno oko je v danih volumnih zaznalo še večji potencial, kar je pomenilo samo eno. Tudi če je bilo vse na novo zgrajeno, je marsikaj moralo ven. In po predanem procesu oblikovanja interjerja se je lahko na koncu pokazalo vse to, kar vas bo zdajle navduševalo. Tukaj imamo pa kar malce treme, kajti tole stanovanje je pred kratkim prejelo pomembno mednarodno nagrado in izkazuje mojstrstvo oblikovanja ter na drugi strani toplino duše na svojem prav vsakem centimetru. Petra in Tjaša, pozdravljeni, živijo. Smo v stanovanju Valentina, kjer se mi zdi, da nas obkrožajo zelo mehke, zaobljene, pa hkrati elegantne linije. A je to neko izhodišče tega stanovanja? Ja, prav gotovo. Naša inspiracija so vedno naročniki, ko pridejo k nam v biro. In želja je bila po lepoti, po glamurju, ki pa smo ga mi postavili kot glamur volumna, to se pravi nekih kompozicij, stebra, stopnic, ki poudarjajo dvoetažno stanovanja, ker to je dupleks. Potem smo pa nekako poskušali vse te materiale, ki se nahajajo v stanovanju, združiti v neko ravnovesje, v neko celoto, ki mislim, da temu stanovanju res daje eleganco. Ampak eleganca je morala počakati, da sta ji arhitektki najprej z odločnimi posegi v tloris omogočili svoj prostor. Spoznajmo najprej spodnji del stanovanja. Kuhinja je zasnovana s centralnim otokom, kjer se odvija življenje. Naročniki so tudi živahni, radi gostijo druge ljudi in se nam je zdelo izredno pomembno, da damo večji poudarek na sam ta center. Tako da nekako obrob je na eni strani poravnan voda in vse te inštalacije, na drugi strani, kjer pa se naslanjamo na ta centralni del, kjer je nosilna stena, smo dodali vitrino. Poleg tega ima ta blok tudi spodaj pospravljene tako rekoč vse inštalacije, čemur smo tu dodali dodaten trud in je vse nekako zelo, zelo lepo zaključeno in nekako povezano z bivalnim delom. In preden se povzpnemo nad stropje višje, se velja ustaviti ob čisto na novo zasnovanem stopnišču, ki je vse prej kot zadržano. Igriv in hkrati dominanten okrogel volumen nadaleč sporoča, da se vsebina stanovanja ne zgodi zgolj v enem nivoju. Arhitektka poudarja, da ravno stopnišče izraža osrednji oblikovalski koncept, ki se z okroglinami vleče skozi celotno stanovanje. Primerna osvetlitev in zlata barva seveda nista naključje. Zlata barva je že skozi zgodovino vedno nekako poosebljala prostore, ki so bili posebni. Mi smo tudi uporabili zlato, ki ni kričeča, sijoča, ampak je nekako v barvi nekega egipčanskega zlata. Se nam je zdela čudovita podlaga za bel marmor, ki smo ga uporabili za stopnice, skupaj z črnim rokonaslonom, ki nekako daje to neko modernost, poudarja okroglino in je hkrati tudi pravzaprav svetlobno telo. Leseni rokonaslon z vdelano LED osvetlitvijo je zahteval posebno vešče mojstre, ki so se, tudi zaradi številnih okroglin, morali izkazati še marsikje drugje. Ampak tja še pridemo. Zdaj smo čedalje bolj radovedni, kaj se skriva zgoraj. Okrogle stopnice nas popeljajo tudi svetlobno v zgornje nadstropje. Tam je ta belina, ki je nastala, zelo dobro prekinjena s svetlobo, z baklami, ki nekako naznanijo glavni prostor spalnice, ki se zgodi na koncu. Vsi ostali prostori pa temu sledijo. Otroška soba na eni strani, malo bolj taka odbita kopalnica in potem postanemo bolj mirni v spalnih prostorih, kjer se nam nekako zgodi spet kamen, bolj take zemeljski toni. Nam naznanijo, da je tam oaza miru. Arhitektki sta si sploh v zgornjem delu dali duška tudi z ogledali, kjer sta želeli odpreti pogled ali ga preusmeriti, dodati novo dimenzijo, sta si pomagali z velikimi površinami zrcal. Hodnik sta tako navidezno razširili in povezali garderobo s spalnim delom.
Naslednji značilen in zavestno uporabljen element pa je prosojnost. Z njo dosežemo, da se volumni poudarijo, tudi tako, da človek vidi onkraj prosojnih površin, v skrivnostno globino. Kar pa nas pripelje nazaj na sam vhod. Tam nas namreč prav tako pozdravi prosojna predelna stena z značilno in markantno okroglino, ki kuhinjski prostor ravno prav loči od hodnika. Kaj bi lahko še povedali o izboru materialu, kjer se prav tako niste glih nazaj držali? Material je, bi rekla, zaključek nekega volumenskega razmišljanja in je zelo pomembno, v kakšni meri in kontrastno, kako ga uporabiš. Tale čudovita bela stena, ki je oblikovana iz nežne strukture, zaobjema ta celo dolžino prostora in daje neko svetlost, neko mehkobo, neko eleganco. Na drugi strani črn marmor, ki obeležuje ta steber in je tudi, ki je statično nosilen in nekako lepo kontrastno sovpadata eden z drugim. Nekje igra kontrastov, drugje igra sorodnosti. V vsakem primeru pa medsebojno smiselno dopolnjevanje materialov, barv, tekstur in oblik nas pripelje nazaj k splošnemu vtisu, da stanovanje mehčajo pretežno zaobljeni elementi. Stopnišče in predelno steno smo že omenili, najdemo pa jih še v linijah zaves, kot zajede v zaključkih omar, ki svoj odmev doživijo tudi v minimalni obliki v spalnici. Potem so tu še tipski kosi, kot je okrogla preproga pod sedežno garnituro, ovalna miza, navsezadnje tudi stoli. In nismo edini navdušeni. Stanovanje je namreč v močni konkurenci prejelo najvišjo nagrado 5-Star Interior na uglednem tekmovanju European Property Awards v Londonu in bilo s tem nominirano kot najboljši evropski interjer. A bi lahko rekli, da sta za takole stanovanje imeli sanjske naročnike? Definitivno. Absolutno. No, fino, ker naročniki tudi pravijo, da so imeli sanjske arhitekte. Super.